Snemaš? In ker je v Madridu na milijone ljudi v samem centru, zato spadajo v sam vrh evropskih mest, ki imajo na milijone ljudi v samem centru. Mislim, da je pred Madridom samo še Moskva, kakšen London, Pariz. Tako je vsak dan. Danes je vikend, je mogoče seveda nekaj ljudi več, ampak drugače, vsaki dan je isti dan. Skoraj 3 milijone prebivalcev, z urbanim okoljem jih je slabih 7 milijonov. To so abnormalne številke in Madrid je velemesto v pravem pomenu besede. Ni videti konca. Me ne moti folk, ker me noben ne pozna, jaz ne poznam nobenega in je prijetno, je pa res noro. Konec januarja smo 18 stopinj. Madrid ima, mislim, da 300 dni na leto sonca. Se sliši, kot da se treba preseliti sem, a ne? Dobrodošli v Madridu, v mestu, ki se lasti eno največjih letališč na svetu, mesto, ki je zelo prijazno do istospolno usmerjenih, mesto, kjer je ogromno enega pršuta in v mestu, kjer se govori najbolj seksi in najlepši jezik na svetu. A lo mejor ahora mismo es mucho más peligroso salir de aquí que quedarse. Hola chicos, soy Úrsula Corberó y esto es El arte de robar. In dobrodošli v mestu, kjer je vsaka druga ženska mis sveta. Cien complejos sin sentido me arrebatan tus latidos y tu voz y ya no puedo, que no sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste uno más y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo truenos. Španke so res dobre. Dobrodošli v mestu, kjer vlada najbolj veličasten in največji nogometni klub Real Madrid. Bienvenidos a Madrid. Nuevos ministerios. Y mi nombre, pon tu cuerpo contra el mío, oye que lo malo sea bueno y puro lo bendecido. Próxima estación. Santiago Bernabéu. Ne, to za mano ni azilni dom, ampak to je Santiago Bernabéu, najbolj veličasten in moderen in za mano je daleč od veličastnega in mislim, da so s tem stadionom oskrunili zgodovino Real Madrida, ker tisti stadion je imel dušo, tisto je bilo izvirno in pristno. To zgleda kot nek mejni prehod med Hrvaško in Slovenijo. Jaz upam, da navijači Madrida niste zadovoljni s tem, ker to v živo je pa 25 € je karta, da greš not, bil sem že dvakrat, zdaj pa ne grem. Projekt obnove stal, mislim, da skoraj milijardo evrov. Ma milijardo evrov za te žaluzije za mano. Ne da so uskrunili veličastni Santiago Bernabéu, posilili ste ga, pogoltnili in izbruhnili. Zdaj bom povedal po špansko, da prejšnji stadion je bil dosti lepši. Questo è más muy lindo. Ne vem, ko se prav reče, ampak prejšnji je bil lepši. El estadio anterior era mejor. Questo è govnaro. Mucho brujaro. Jaz kar grem. Ampak tu v Madridu pa še hudičevo, kako velja tista fraza, kaj vse ta zemlja nosi. Tu pa res vidiš svašta. Dejansko samo ljudi bi snemal, ker me drugo nič tako ne fascinira kot ljudje. Svašta. Estamos aquí predicando a Jesucristo, al que murió en la cruz, al que fue sepultado, al que resucitó al tercer día. No olvidéis. Prej me je Sara pustila samega pred eno trgovino s cotami. Manchester, no Manchester fan. NK Maribor, NK Maribor, NK
Do you know where is Slovenia? I know Enka Maribor. I witnessed Yeah? Enka Maribor 160 odds with, I don't know with whom, but Where are you from? to London. London. Yeah. Yeah. Long live the king. The The new one, Charles. Charles is not a king, man. They told me I met one of their kings. What about Queen Elizabeth? I didn't eat koliva, you know, koliva. Kutja ali koliva je bila glavna praznična jed. Obredna hrana je skuhane pšenice in medu, ki je lahko dodate tudi orehe, rozine in mak. Bistvo te kaše je, da imajo njene glavne sestavine pomen za pravoslavno kulturo. Pšenica simbolizira vstajenje od mrtvih, med pa pomeni večnost. Koliva, when she dies, she gives you pomana from the church. Pomana izhaja iz romunščine in označuje ciklično ponavljajoč se obrok v čast osebe, ki je umrla. Oh, yes. With bombo, but I didn't. But you're not English, you're Russian, Ukrainian, no. No, I'm Gypsy, Romanian. Romanian, okay, I was close. Soul, I'm Ne vek je, malo je. Romanian, Hadži. Hadži. Yeah. The second one. Had Hadži. Yeah, he was scoring no Modric and no Benzema. Hadži. Hadži. So you're a Manchester United fan? Owner, 100%. Oh, you're owner. Yeah, Nice. So I'm you owner of Atletico Madrid and Lastnik owner si. of Leeds United, owner of 20% So you're rich. Valencia. Yeah, Pesos. Rockefeller. Oh, He gave me in 24 hours. okay. Have a nice day. Bye. Ok, zdaj smo spoznali lastnika Atletika Madrida, delnega lastnika Manchester Uniteda in tako naprej. V glavnem, da nadaljujem zdaj to, kar sem hotel povedati, ker me je ta fantič prekinil. Prej me je Sara pustila pred eno trgovino, ko sem na dopustu, mi je zadnja briga, da grem v trgovine s cotami, ampak ok, ženske. Tam so moški ful gledali vame, zdaj ne vem, ali zaradi trenerke Svaj, ali ker sem jim pač bil všeč. Eden starejši gospod se je ustavil, me pogleda, hola, potem me gledajo, eden me je celo povabil, da grem na Čueko, to je tista LGBTQ ulica in ja, nisem se počutil prijetno. Mislim, laskami, da sem tudi moškim všeč, ok, ampak ja, zdaj vidim, kako se ženska počuti, ko jih tipi tako osladno gledajo in ogovarjajo. Res ni fine feeling. Ampak da ne bom delal krivice Špancem, tudi Španci so zelo lepi in privlačni in čeprav sem moški, mi ni problem reči, da tip dobro zgleda. Ampak je en problem, draga moja dekleta, če Španec res dobro zgleda, je najverjetneje gej. Churros, to je pa špansko-portugalska tradicionalna sladica. Churros pomeni v španščini nekaj, kar je cvrtega. V španskem slengu pa churro pomeni privlačen moški. Da probamo. Cena je za 4 churrote 3 evre plus 3 evre in drobiš ta puding. Poslušaj, kako hrska. Kot hoja po jesenskem listju. Dobro je. Ni ful sladko, nek prav. Ni pa zdaj, da pažeš narediti, ampak zdaj se posladkat. Fantje, na kaj vas to spominja? Na lulek po analnem seksu. Foj. Ni slabo. Nisem v nobenih tropskih krajih ali v džungli, sem na železniški postaji Atoča, ki si lasti prelep botanični vrt. Ampak zgodovina te železniške postaje ni ravno lepa. 11. marca 2004 so mir in tišino prekinile eksplozije na železniški postaji Atoča in na okoliških železniških postajah. Umrlo je okoli 200 ljudi in več tisoč ljudi je bilo ranjenih. To gre za največji teroristični napad v zgodovini Španije. Zdaj, kdo pa stoji za temi terorističnimi napadi? Oblast pravi, da islamski skrajneži. In njihov povod naj bi bil to, ker se je Španija priključila takrat tisti vojni v Iraku. Ampak ker so se vsi te teroristični napadi zgodili nekaj dni pred volitvami, seveda so ljudje začeli sumiti, da so za to krivi španski teroristi oziroma da se je to zgodilo znotraj države in nima kakršnokoli vezo z islamskimi skrajneži. In od takrat naprej pravijo, da Madrid ni več tak, kot je bil pred terorističnim napadom. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Zdaj sem
znašel na španskem protestu. Ne vem sicer, zakaj se gre, policisti so rekli, da je pač proti vladi, politiki, je pa trenutno na oblasti leva vlada. Kaj pomeni leva vlada? Globalisti in ogromno ljudi. Kot gleda se, tudi v Španiji dogaja neko sranje in ljudje imajo poln kurac. No, vse tako jaz dojemam. Ker jezim se, bolano. Več 10 000 ljudi je v Madridu protestiralo proti zakonu o amnestiji za katalonske separatiste, ki jih španske oblasti preganjajo zaradi poskusa odcepitve leta 2017. Če bo zakon sprejet, predvideva umik vseh obtožnic proti več 100 politikom in aktivistom, ki jih preganjajo zaradi vpletenosti v poskus odcepitve Katalonije. Ko si v Madridu, je smrtni greh, če ne probaš pršuta, oziroma kot bi Španci rekli, jamon. In to za mano je Muzeum de Jamón, kar pomeni muzej pršuta in zelo popularna gostilna, kjer imaš pršut postrežen na 1001 način. In jaz mislim, da je španski pršut nova dimenzija našega, kraškega, pa gremo probat. Una cerveza, por favor. Kruh je star 30 let, ampak pršut. Kruh je za nič, pršut je pa dober. Dober tek. En tak sendvič je okoli 3,5 €. To je pa zdaj pršut v croissantu, croissant. To je pa že malo drugo, to je mehko. Kot da bi ugriznil v gurmanska nebesa. To je pa brutalno dobro. Dajte probat doma. To bi lahko jedel brez zob, tako mehko je. Evo, sit sem. 3 sendviči s pršutom, 2 mali pivi, 11 €. To se mi ne zdi drago za Madrid. Ja, Slovenija je zelo draga. Večinoma v takih restauracijah, kjer se prodaja pršut, je opaziti, da je ogromno papirjev in kosov salame po tleh. To ne gre za to, da restauracija je umazana, ampak gre za kulturno navado in Španci so skozi leta in skozi zgodovino ob požrtiji pršuta metali servete na tla in to še dan danes ohranjajo določene restauracije. In prav fajn je, požreš, fukneš na tla, vozi miško. No me hace falta ningún apoyo más, me hace falta solamente el apoyo que me dio ella en vida. Madonna, tu v Madridu je pa vsak dan en protest in ta protest je pa proti usmrtitvi pasme Pitbull. In zdaj, koliko so govorila z eno lastnico od Pitbulla, mi je Sara prevedla, da naj bi prav vse Pitbulle oziroma vse registrirane Pitbulle usmrtili. Kar krut zakon, ker pač veljajo za nevarnega psa, ampak jaz vedno pravim, pes je ogledalo lastnika. Tako da ja, kar krute zadeve se dogajajo. Sem prvo mislil, da želijo samo pač prepovedati to pasmo, ampak prav usmrtiti svašta. Leva vlada jedte govna. Tukaj pa je doma španska monarhija. Trenutno je kralj Filip VI, pred njim je bil njegov foter Juan Carlos I, ki je vladal skoraj 40 let, kasneje je abdiciral. Abdicirati pomeni, da se, če se ne motim, odrečeš vsem naslovom, se pravi, kot je kralj in tako naprej. Ni videti, da bi ta monarhija bila ravno nekaj dobrega, ker v Madridu je ogromno brezdomcev. In kjer je ogromno brezdomcev, pomeni, da nekaj ne štima.
Madridski metro je eden izmed največjih metrojev v Evropi. Mislim, da samo londonski in pariški sta večja. Madridski metro so začeli graditi leta 1917 v času španske gripe in španske državljanske vojne. In samo v 2 ali 3 letih so zgradili prvo linijo, ki je bila dolga 4 km. In za takrat je to veljal en pravi velik čudež. No, potem so začeli še z gradnjo leta in leta naprej, ampak z obsežnejšo gradnjo so začeli pa v 90-ih in tam nekje do leta 2003. In ko so zaključili v letu 2003 z gradnjo metroja, je mislim, da takrat bil madridski metro celo eden izmed večjih na svetu oziroma obsežnejših. Danes ima okoli 300 postaj in nekje 300 km prog, tako da res je ogromna zadeva in metro je fajn, ker se počutiš kot v nekem filmu. Ogromno ljudi, čudaki, ogromno enih ras, nacij, vsak ima svojo zgodbo, kaos, gneča, ampak je fluidno, tekoče, cirkulira zadeva. In v času državljanske vojne so seveda prebivalci Madrida koristili metro, da so se skrili pred vojnimi izgredi, ki so se dogajali nad metrojem. Metro, zdaj, če sem pravilno prebral informacije, je nekje 50 do 50 metrov pod zemljo. Ne predstavljamo si, kako je to ogromno, ker se tega videti ne da. Zanimivo, tisti, ki še niste bili na podzemni železnici, če imate priliko, pejte, ker je fajn. Multikultura, en tak človeški golaž. Ja. Zdaj pa poslušaj ta brutalen podatek. Madridski metro na dan uporablja do 2.500.000 ljudi, kar na leto nanese od 400 pa vse do 700 milijonov ljudi. Poglejte ta vrvež in to je to. Ampak prenaša to vsak dan, jaz verjamem, you can go. Prenaša to vsak dan, zna biti naporno, ampak če prebivalcem Madrida vzameš metro, jaz mislim, da zbolijo. Ker z metrojem si tako po celem Madridu, ki je zelo velik. Ne samo, da je madridski metro eden večjih na svetu, je tudi eden izmed najbolj čistih podzemnih železnic. Res je čist. Glede na to, da se obrne na milijone ljudi, je metro res čist in urejen. Bravo, Španci! Velja pa še eno nenapisano pravilo. Večinoma se voziš s tekočimi stopnicami in pravilo je pa tako, da če se ti ne mudi, stopiš na desno stran stopnic, da pustiš levo stran fraj za tiste, ki se jim mudi in laufajo gor. Če stojiš na levem, te bojo napizli, ampak če si turist, se ti to nekako upraviči. Če si pa domačin, jih boš pa slišal. Mira que te dije que sin avisar la llama del amor. Crece y no me enguarde, que te arde, no reniegues, que tú sabes que te doy. Sangre de mis venas tiene la llave de mi corazón. La mano que me arma y me desmonta, tiene mi risa, mi respiración. La cobertura de mi móvil tiene el beso inquieto que te di borracho y una navaja del macete. To je Dick Waffle in jaz se nahajam v najbolj pederski... Jan, ne bodi homofob. Čoveka. To je najbolj LGBTQA, pičke materne, prijazna četrt v Madridu in tukaj so gej parade, razne trgovine z dodatki za istospolno usmerjene in tukaj pač istospolno usmerjeni se počutijo najbolj varno in tukaj sem tudi kupil ta Kurzwaffel. Španija je zelo odprta za istospolno usmerjene. In upam, da se to ne preseli k nam. Contando los días como un prisionero. Yo sola contra el mundo, rezándole al cielo. No me fío de estas ratas, solo me hablan de dinero. Yo estoy haciendo esto por si mañana me muero y soy... V glavnem tu za mano so, rasistično, če rečem, črnci. Ne vem, ne bomo komplicirali. Za mano so črnci in te črnci prodajajo zelo dobro robo. V Madridu sem že kupoval od njih, predvsem drese. Da se dobi dres tudi za 10 evrov, da vidim, če se še vedno da dobiti za tak denar. Tako da, želite mi srečo, grem probati dobiti 2 za 30 evrov. Če ne pa vsaj enega za 20, ajde. What's the price for one? 125 euros. 25. Yeah. You
this one. Mira, ven, papá. Oye, señora, ven. What about 2 for 30? 2 for 30? No. 2 for 30. 2 for 45. No, I give you 30. I have 30 here. 2 for 30. One Modric and Griezmann for 30. Griezmann, Griezmann, what? And Modric for 30. It's inflation. Inflation 2 for 40, okay? 30. 35. 2 for 35. No, 35. Where are you from? I'm from Africa. Which country? Senegal. I was in Morocco last year. El Diouf. Papa Bouba Diop. Yeah. 2 for 30, come on. Sadio Mane, no 30, no, my friend. 35. 40. 35. 35. Okay. 35. 2. So, Griezmann L. L? Yes, and Bellingham L. Yes. And Bellingham L. This Bellingham. It's really L? L, yeah. L. Can I just film with camera just jerseys? Yes, yes. Okay, thank you very much. Okay, thank you, Bye bye. За 35 евро 2. Somos hijos del agobio, novios de la muerte. Pero V tej trgovini Gucci za mano je pa Cristiano Ronaldo spoznal svojo izbranko Georgino Rodriguez. In tako je Georgina iz navadne trgovke postala multimilijonarka in ženska, ki je dobila svoj dokumentarec. Kaj pa si ti naredila v življenju, da si dobila Netflix dokumentarec? Poznala sem tipa, ki ima milijarde evrov. Nič punce, najci šiht Guccijo in boste spoznali en dan enega z milijardami. Da sem žensko, samo jedan dan, Mile Kitić, ne, DJ Krmak. Pa da nisem jaz takrat šel not, pa mu jo spizdo. To za mano je pa drugi največji Primark na svetu. To je tako ogromno, da ne najdem besed, kako vam bi opisal. Tisti, ki zdrži šopingirati v tem, je za mene malo nor. To je pompozno, veličastno, pa da ne pretiravam, gremo pogledat not. El beso inquieto que te di borracho y una navaja de Albacete corta todos los vínculos de la razón. Los hilos de la marioneta tonta tiene. Angleži bi rekli, it's massive in res je masivno in ne zdržim preveč informacij, da bi naši skromni slovenski možgani sprocesirali. 4 ali 5 štukov je, 3 od tega je za babe, tako da preveč je. To je že nehumano. Tole je pa prometna žila Madrida, Gran Via. Tukaj se na leto obrne okoli 10 milijonov ljudi. Ampak ko sem že omenil prometno žilo, na dan se skozi Madrid pelje okoli 3 milijone avtomobilov. To je kot da bi cela Slovenija plus milijon prebivalcev šla skozi eno mesto. Tako velik je center Madrida. A vidiš ta dva železna kipa za menoj? To sta Don Quixote in Sancho Panza. Mislim, da je to eden najbolj znanih romanov na svetu. Pa vse smo brali, to je v srednji šoli, če se ne motim, ali osnovni. No, Don Quixote je bil tisti zblojen in fantazija mu je delala na polno in on je pač mislil, da je vitez in se boril z mlinje na veter. Medtem ko Sancho Panza je bil pa revni kmetič, malo tak debeljucast na oslu, ampak on je bil realističen, ne? On ni poznal domišljije, on je bil strogo realen. Ampak lep prikaz, ne? Don Quixote je nek prikaz idealizma, medtem ko je pa Sancho Panza prikaz realizma. Ampak da, v današnjem svetu mislim, da je dobro biti neka mešanica Don Quixota in Sancho Panze. Sancho Panza je kralj. Janez Trebušnik, po slovensko. Bamboleo, bambolea, que mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. To je skromni hotel, dvozvezdični hotel. Gre za hostel Castillo, za 4 nočitve, brez zajtrka, brez nič, 400 evrov. Madrid je zelo, zelo drag, kar se tiče nastanitev. In zdaj, če bi ti moral zajtrk, pa 3, pa 4 zvezdice, to si hitro ob 600-700 evrov in več. Ampak je ta hotel, kljub temu, da ima samo 2 zvezdici, lokacija je nenormalno dobra. Mislim, da si dobesedno 30 sekund stran od strogega centra, to je Puerto del Sol, čist urejen in za 2 zvezdici sem zelo zadovoljen. Tako da
Ja, lepa izbira. Zopet s hotelom sreča.